Akademski slikar Janez Ravnik je dolgoletni priljubljeni likovni pedagog in neustavljiv organizator številnih likovnih razstav na Bledu. V skoraj 70 letih je ustvaril 1500 likovnih del, največ slik in risb ter približno 100 lesenih kipov. Priljubljenega likovnega pedagoga se ne spominjajo le številne generacije učenk in učencev, dolgoletnega organizatorja razstav na Bledu cenijo tudi številni umetniki iz Slovenije in tujine. V festivalni dvorani Bled je namreč organiziral številne odlične umetniške razstave. Bile so izjemno odmevne, njeni organizatorji pa so cenjeni tako med splošno kot strokovno javnostjo. V Zavodu za kulturo Bled so izdali monografijo z naslovom Janez Ravnik, umetnik, pedagog in organizator razstav in jo 2. julija predstavili v Viteški dvorani na Blejskem gradu. Monografija o akademskem slikarju je tretja v zbirki Novembrski opus, ki jo v Zavodu za kulturo Bled izdajajo od leta 2021. Projekt je doslej iz prvotno zasnovane knjižne zbirke prerasel v novo blagovno znamko Obrazi Bleda. Janez Ravnik nam je ob tej priliki zaupal, kaj ga je v življenju najbolj zaznamovalo. To, da si se odločil za svojo pot, to se pravi za pot slikarstva, in da na tem delam pravzaprav to nekako konca, pravzaprav, ker si se tako odločil, ker me je to praktično veselilo, enostavno. Če ne bi bilo tega, te volje, ne bi vztrajal, ker danes so ljudje tako nekako se hitro navličejo ničesa, mi smo pa še stara garda, pa nekako držimo to lastnost. Publicistka in avtorica monografije Lidija Pavlovčič, ki je vse podatke potrebne za pripravo bogate biografije beležila na večernih pogovorih z gospodom Ravnikom. Zaupala nam je, kako je to izgledalo. Ja, najpomembnejši vir je bil sam gospod Janez Ravnik. Začela sva sicer tako, da sem mu jaz povedala okvir, se pravi celo njegovo življenjsko zgodbo, da jo sam pač obnovi, s tem, da sva pričela pri njegovih starših. Tako da vsa njegova prepoved, kar je zajeto tudi v sami tej njegovi knjižni biografiji, zajema približno 150 let, kar je res izjemno. Vse naprej, kar je govoril pa o sebi, pa o svojem življenju, je pa posebno tudi zaradi tega, ker ima gospod Ravnik, lahko bi rekla, fotografski spomin. Se pravi, ko je opisoval nek dogodek, je znal opisati vse do podrobnosti, se pravi, kako je bil nekdo oblečen. To se mi zdi, da je izjemna dragocenost oziroma dar. Povedala pa nam je tudi, kaj se je zdelo najbolj zanimivo med pisanjem oziroma tudi že med poslušanjem Ravnikovega pripovedovanja o svojem življenju. Najbolj zanimivo zame, v bistvu dragoceno, kako je lahko človek, ki je bil razpet med 3 svoje dejavnosti, se pravi, na eni strani je bil pedagog, bil je likovni umetnik in hkrati je bil istočasno še organizator izjemno odmevnih in zahtevnih likovnih razstav. Se pravi, da en človek zmore 3 različne dejavnosti, to se mi zdi, da je bilo pa res najbolj izstopajoče. Na predstavitvi je spregovoril tudi avtor strokovnega dela Vid Lenart in nam po predstavitvi zaupal, kaj se njemu zdi rdeča nit Janeza Ravnika. Njegova socialna angažirana nota je tista odslej, ki je rdeča nit. To pomeni, da je občutljiv na vse, kar se dogaja v okolici in sprva že ekološke problemi, ki so bili takrat še nihče ni o njih govoril, jih je on zaslutil. Kmalu je zaslutil težave z nedokončanim modernizmom v Jugoslaviji, se pravi vsem tistih velikih spomenikih, arhitekturi, ki je obstajala in ki ni imela nadaljevanja, pa je on to tematiziral v svojih slikah. Prekinjena zgodba z Jugoslavijo, nova država, se naveže na tehnologije, na sodobno fiziko
na medijsko podobo in potem v naslednjem obdobju pravzaprav postane en tak slikar, ki začne se odzivati vse bolj tudi na sodobne tragedije, kot so recimo v zadnjem obdobju tudi požari na Krasu, da ne rečem poplave, in zaokroži tako z realizmom svojo zgodbo do današnjih dni, ko je spet še kar plodovit in še kar slika, kar je neverjetno. Prisotna pa je bila tudi Andreja Završnik iz Zavoda za kulturo Bled, ki je kot vodja projekta Obrazi Bleda oblikovala tako monografijo kot razstavo. Janez Ravnik je kot likovni pedagog zaznamoval številne generacije blejskih otrok, ki so danes že odrasle osebe. Poleg tega je pa tudi organiziral številne pomembne razstave v Festivalni dvorani Bled in osnovni šoli profesorja dr. Josipa Plemla Bled. Poleg tega pa pred osnovno šolo stoji tudi Forma Viva Park miru, ki ga je v bistvu izklesal skupaj z učenci, ki so uporabili ob nekem vetrolomu podrta hrastova drevesa, debla in so oblikovali lesene plastike z dleti na različne tematike. Profesorju Plemlu so posvetili, slovenski družini, Kekcu, slovenski materi. Poleg tega je pa tudi on častni občan občine Bled. Na predstavitvi je pri pogovoru sodeloval tudi Ravnikov starejši sin Bojan. Z izvrstnim glasbenim nastopom pa sta dogodek obogatila kitarist Leon Ravnikar in violinist Timotej Vilevald. Izid monografije spremlja razstava njegovih del, kipov, slik in perorisb v galeriji Stolp. Vtise o razstavi in o tem, kako poznajo Janeza Ravnika, so nam zaupali obiskovalci. No, presrečen sem, da je to sploh mogoče, da človek skoraj 95 let star, moj sosed, lahko rečem tudi prijatelj, sem sošolec od njegovega starejšega sina, da je še v taki formi in lahko smo samo skoraj fovš, ampak v njegovem primeru prvošmo srca, ker nam je v šoli, je Janez nam toliko dal, da tisti, ki ga niso doživeli, se ne morejo predstavljati. Nam je dal pogled na svet, po vsem temu, kar je hudega doživel, ni nikoli obupal in je v bistvu malarijo imel zelo rad. Noben pedagog ni bil približen njemu primerljiv. Mislim, da noben. In zato bomo zmeraj hvaležni. Zdrav pogled na življenje, ne glede na sistem, ki tudi ni bilo zmeraj vse idealno, ampak on je ostal tak, ki je bil. Ker je toliko skozi dal, da ga ni mogel nikoli noben kupiti. In mi, dobričina pa taka, ker takole, če se zgovarjamo zdaj, v 60-ih letih še ni bilo televizij, to on si ne predstavljivo. Nov blok so naredili za našo hišo, za učitelje, nam se je ko je mešal, pa za policaje, a zdaj pa to. In pride tak ljudje, kot je Ravnik, kot je prijetno, res krasen ljudje. So prišli, žena, Hrvatica, gostoljubna, in mi smo hodili kaj televizijo gledati. Ona je narezala vsak večer še salamo. Mi smo jim dnevno zasedli, gledali smo samo, da smo gledali, ker je televizija zastopili nič. On bi tudi rad daj kaj frej ali pa kaj svojo. Ne, mi smo se njemu direkt usilili in nas je še postregel. To so bili drugi časi in res je, on je še en da zadnjih živih predstavnikov ene altruistične, zelo visoke naše domače kulture. Težko rečem, ker sem še toliko pod vtisi, ampak moj komentar je predvsem v tem, da je pregled nekega ciklusa, nekega ustvarjanja mojega profesorja in je prečudovito. Prečudovito je, ker se lahko skozi njegove cikluse vračam tudi v neko mojo mladost in to je to. Jaz se Janeza Ravnika spominjam kot mojega učitelja. Navdušil me je nad risanjem, mogoče sem tudi zato študirala umetnostno zgodovino.
Sem, no, zato študirala umetnostno zgodovino. Drugače pa zdaj smo tudi delali po njegovih slikah, predlogah, slikah smo risali v ateljeju Bled in sem z veseljem risala sliko njegovo, to mesto prihodnosti, oranžnih in rumenih tonih, ker jih je on zelo oboževal. Razstava v galeriji Stolp na Blejskem gradu bo na ogled do 2. septembra. Sočasno pa je v blejski knjižnici do konca avgusta na ogled razstava Medgeneracijska vez s profesorjem Janezom Ravnikom, ki so jo pripravili učenci osnovne šole Bled in slikarsko društvo Atelje Bled.